Lepo pozdravljeni, spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, gledalke in gledalci, ljubiteljice in ljubitelji kokic v naši rubriki Kokice. Jasno, nocoj kakšna predstavitev, prav posebna, ne bo potrebna. Blaž Janc in Luka Žvižej sta danes v naši družbi. Prepričan sem, da bomo uživali, jasno, v kokicah. Povejta mi za začetek, vam kdaj na igrišču pridišijo kokice na parket? Ko se gremo ogrevati, oziroma pred sestankom gremo vedno na igrišče, da se tam malo pozabavamo v četvercih, vedno zadišijo kokice. Tako da razmišljamo o tem, da bi to mašino, ki jo imamo nekje višje gor, predstavili nižje dol, pa da bi kdaj jih imeli zraven, oziroma mogoče celo na klopi tisti, ki tisti trenutek ne igrajo, da lahko uživajo tudi v kokicah mogoče. Razmišljata tudi o tem, da bi se prijavila na tale naš natečaj najboljšega jedca kokic. Trenutno je vid potekal daleč na prvem mestu, prav v tej direktorski pisarni je pokazal, kako se je do kokice s polnimi rokami. Si upal kdo od vaju prijaviti danes recimo na ta natečaj in pokaže kaj novega? Ko smo videla video od vida, smo takoj začela z novimi metodami in s treningi. Tako da mislim, da smo 2 kile koruze že pojedla, res smo dodelala to veščino, tako da... Luka, prej sva z Blažem videla del tvojega treninga, nam lahko demonstriraš? Ja, lahko, ne, to je za tiste, ki so gledali Jackie Chana. Ops. Prej je uspelo iz prve, ne? A zdaj bo pa tudi. Zdaj pa je kamera v igri, ne bomo pa drugače probali. Tudi to ne. Dobro je, prebili smo let, dobro volja je tukaj. Za dobro voljo, koliko sem uspel zdaj iz nekaterih manjših zabav, da ne bo kakšne pomote, skrbi tudi Blaž Janc. Blaž, videli smo, predvsem domača muzika je tista, ki je na tvojem repertoarju, ko rolaš glasbo za svoje prijatelje. Odkud to pestro znanje domače glasbe? Ja, res je, tule po tekmah, ko se v Play Cafeju poveselimo po kakšni zmagi, jaz postanem pa v tistih poznih urah DJ, tako da mogoče po karieri je to moja naslednja služba in jaz mislim, da se kar znajdem v tem. Predvsem ne toliko izhajam iz Dolenjske, potem ta domača muzika in sem v teh poznih večernih urah DJ. Luka pa je znan seveda kot največji vicmacher, po domače povedano v vaši zločilnici. Luka, je kakšen najnovejši, ki je v rokavu, ga lahko slišimo? Glede na to, da imam kratke rokave, ne vem, če ga zdaj ker stresam, bom zelo malo razmislil. Me je pa presenetila ta izjava v poznih večernih urah. Ja, tudi me, ne vem, na kaj mislil. Domača glasba, ne, jaz moram demantirati tole njegovo izjavo. Te pozne ure so ponavadi jutranje ure v sobi, pa tudi, kar se tiče domače glasbe, ne, je treba to pač določiti, katera domača glasba je to, ne. Zdaj vsi verjetno mislijo na slovensko sceno, ampak Blaž Janc je vse druga kot slovenska muzika, ne. V najini sobi pač jaz veliko besede, kar se muzike tiče, nimam. Verjetno bi bil nek Blaženko Janckovič, glede na to, kako glasbo on posluša, da ne naštevam Štoma Šalamanoviča in vseh teh. Vse to ima na repertoarju. Jaz pa imam jaz z Lukatom v Brestu karaoke, tako da v bistvu bom rekel, da je Luka, če lahko tako rečem, stari čefur, kajti pozna vse muzike, ne. Še tako balkanjado, ko je res ti za hardcore, Luka pozna in glede to, da smo že tukaj let cimra, sem se verjetno tudi od njega nekaj nalezil. Blaž, kako si pa gledal na svojega starejšega kolega, na Kapetana, preden si ga spoznal tako dobro, kot ga poznaš zdaj kot cimra, zdaj pa uspelo. Kako si gledal recimo nam? Jaz, ko sem s 15 leti prišel v Celje, je bilo to sigurno nekaj izjemnega, da sem se lahko garderobo delil z takšnimi igralci, pa
rokomet takoj vzel pod okrilje in sigurno sem ga gledal z velikimi očmi, kajti vsi vemo, kakšna ikona je in sedaj, ko smo cimla, sem se tudi jaz nekako bolj sprostil in se lahko že z njim malo pozajbavam, če lahko rečem, in zdaj je malo bolj, nekaj je bilo. Blaž, koliko je resnice v tem, da si se z rokometom začel ukvarjati potem, ko je v Sevnici ugasnila nogometna sekcija? Ja, res je, najprej sem igral nogomet, glede to, da je moj oče igral mali nogomet, sem potem še jaz bil ves čas okoli nogometa, tako da potem je nogometni klub propadel in sem se odločil, da bom poskusil z rokometom. Danes je to izkazalo za dobro, tako da če ne bi igral rokometa, bi pa mogoče danes bil v Real Madridu, tako sem pa v Celju. Navija za Real Madrid? Ja, kajde to bo moj cilj malo jezen. To je zabata, ne? Glede to, da je z Barcelona igral, je sigurno fan Barcelone. Ampak kralj je boljši, no enostavno se. Če navija za fuzbol, pa navija za Barcelona. Dobro, jaz tu ne bom nič pristavil. Luka, kako je, ko smo že pri nogometu, kako je recimo z ostalimi športi? Si ti ves čas igral samo rokomet ali si se preizkušal vsaj na začetku še s kakšnim drugim? Jaz mislim, da ne poznam športa, kjer ga ne bi probal, no. Malo bolj tak sem pa začel v bistvu v še mali šoli takrat in pa prvem razredu sem bil član judo kluba Ivoreja, sem prišel do oranžnega pasa. Zdaj imam pač v rokometu imam pa že črne zokne. Potem sem treniral tudi plavanje, nekaj malo košarke, tudi na atletiki sem bil, namizni tenis, pa bil sem na enem treningu smučarskih skokov, to, da je takrat bratranc treniral smučarske skoke in sem šel pa enkrat zraven na Petriček in se spustil tam po mali skakalnici dol. In hitro ugotovil, da to ni šport zate? Ne bi bil, ampak mislim, fajn šport je, no, ampak pol, ko sem bil pa malo večji, pa ko sem v bistvu šel na skakalnico gor, pa sem se tam usedel, ko se oni dol spustijo, pa sem si premislil, ne. Si ugotovil, da je bolje samo sedeti? Ja, da je bolje biti doma na kavču, pa jih gledati, pa navijati, kako skačejo, ker da tisti, ko niso bili še gor, recimo, sedel sem enkrat v Planici na Velikanki in držal sem se za tisto desko, tako da sem imel krbel za nohtim, ker je tako, da bi se usedel na blok, na rob bloka pa dol pogledal. Tam je skoraj 90 stopinj in tisti znak, ki je na koncu pač arene, no, kjer ne pristanejo, ampak kjer se ustavijo, ti znak od zavarovalnice Triglav, ne, to zgleda takle, ko dol pogledaš, avtobusi so miniaturni, ne, in moraš imeti kar veliko med nogim, no, tako bi rekel, ne, velike zvonce, da se tam dol spustiš, no. Luka, kako ti pa izgleda tale direktorska pisarna? Ja, veliko boljš kot naša garderoba, tako da mislim, da bi se kar lahko domačil tule, no, ni nobenega problema. Sicer tele stoli, ki smo mi trenutno na njih, niso tako udobni kot direktorski stol, ne. Je kakšna tendenca v nadaljevanju vaše kariere oziroma tvoje kariere, da bi zasedel kdaj tudi ta položaj? Ja, pustimo čas v čas, ne, ampak jaz sem še zaenkrat vezan na parket, tam bi tudi rad še ostal nekaj časa, ker se mi zdi, da je nekako bolj se počutim dol, no, več kontakta je, tudi lahko, kjer mu kaj vrneš tu v pisarni, pa si več ali manj sam za računalnikom in urejaš druge stvari, dol pa je v bistvu bolj zabavno, več nas je in ja, ampak v prihodnosti pa mogoče, bomo videli. Daleč od tega pa, da bi bil osamljen doma, ne, še posebej po naraščaju v družini, dobro, zdaj vse skupaj ni več tako sveže, pa vseeno, koliko se je življenje spremenilo, odkar sta doma otroka? Ja, dosti se je spremenilo, no. To je ena lepa izkušnja, ki sem jo
časa. Sicer na začetku se je bilo treba malo navaditi na vse skupaj, veliko džumbusa je bilo, tudi dosti joka in vsega, ampak to smo nekako dali že čez, no zdaj so pa druge stvari in mislim, da nam včasih kar zmanjkuje prostora, glede na to, da sta kar živa, no, in vse možne žoge oziroma vsi možni predmeti, ki jih uporabljamo, letijo na vse strani, tako da rabimo kar nekaj časa potem, da po eni taki igri vse to pospravimo. Blaž, odlično si se znašel v Celju v zadnjih letih, da bo prišlo do spremembe. Te je kaj strah, kako bo v Kelcah brez prijateljev, ne vem, ali boš punco peljal zraven ali ne, kako bo brez domače muzike, da bi jo rolal za prijatelje? No, jaz mislim, da te domače muzike pa dosti glede na to, da je v Kelcah veliko Balkancov, 2 Slovenca, tako da tega sigurno ne bo primanjkovalo, bo pa primanjkovalo družine in pa mojih prijateljev tu iz Celja, ampak enkrat je bilo treba iti oziroma je treba iti, tako da jaz mislim, da je bil sedaj pravi trenutek, da to storim in sigurno mi bo Celje ostalo v lepem spominu, tako da verjamem, da se bom še enega dne vrnil nazaj. Po drugi strani pa že komaj čakam naslednjo sezono in pa nove izkušnje. Ne bomo se izneverili tradiciji v Republiki Kokice, standardno seveda sledi vprašanje drugemu. Kdo bo začel? Lahko jaz začnem. Lahko te, ne? Jaz bi te vprašal. V bistvu ne vem, ne, ker sem to niti nisem pripravil. Si pa gleda zadnja. Tako da ne vem, kaj bi te vprašal, jaz veliko stvari vem o tebi, ne. Kako pikantno, ne, bi bilo glih fajn tule postaviti, no. Možda ne. Ampak, recimo lahko te poprašam, glede na to, da je tvoj oče vinogradnik, ne, in da ima dosti te rujne kapljice doma, ne. Koliko ti neseš v bistvu? Koliko lahko spiješ, da v bistvu še normalno sediš? No, vidim, da si se vseeno dobro pripravil. Malce skrival, v kratkem rokavu skrival vprašanje. To je tako zanimivo vprašanje. No, glede na tvojo izjavo, recimo tiste pozne jutranje ure, no, ali pa večerne, zgodne, kakorkoli, bil sem priča velikim količinam. V bistvu te pozne jutranje ure še ne pomeni, da zdaj mi pijemo, pa da je tu alkohol. Ja, se mislim, da v bistvu druženje, pa jaz to z veseljem delam, se pravi muziko vrtim, pa to ne tako da. V bistvu je vino tako malo za gušt, deci 2, da lažje zaspiš, no. Na 10 minut. Cel večer. To še no, to je bilo v bistvu pod vprašanje, glede na to, da so glavno vprašanje še glavno sledi. vprašanje pa zdaj sledi, ne. Znaš našteti vse sorte vina, ki jih imate doma? To bi znal. No, da vidim. Je sigurno, če iz Dolenjske prihajam, je najbolj znan cviček, belo mešano vino in pa frankinja. Frankinja, modra frankinja. Modra frankinja. Kako pri vas pravilno izgovorite cviček? Cviček? Tako se reče? Ja. Čeprav jaz, ko sem tukaj časa odsala, že mogoče nimam ta prava na glasa. Pa bi probali ta vaš prav? Vreda je. Blaž, vprašanje za kapetana. Jaz sem ga vprašal, glede na to, da si Celjan, ne, pa da je tu kar neki komikov, ne, poznaš ti mogoče Štamprlega Pepija? Štamprlega Pepija, v bistvu živo ga še nisem videl, no, ampak sem pa slišal za njega, tako da ga poznam, no. Super. Fejs da ti moram povedati, no. Ti ga poznaš? Jaz sem ga že videl, pa slišal za njega, no zdaj pa ne vem, sta kje v sorodu slučajno še to pod vprašanje. Ja, da bi jaz redo ne, no, je pa zelo blizu, glede na to, da je fejs podoben mojemu atu, no. Pa smo dobro kolega, tako da tudi redno sodelujeta, še pravim, no, fejs da je, tako da, nikoli pijan, pa nikoli trezen, ne. Zmeri je taman, tako da je ta pravno. Mogoče še to za konec, imate pred tekmami kakšen poseben ritual, zdaj jo čaka ena najpomembnejših tekem v tej sezoni,
Zagreb, dobro, ne bomo povsem konkretno govorili o tem, pač pa samo o teh ritualih, je kaj posebnega. Jaz mislim, da Janc ima neke rituale, no. Ja, jaz bom tako rekel, da je fajn, ko imamo v četrtek tekmo v Zagrebu in gremo na dan tekme, tako da bom imel pred tekmo kopalnico za sebe, si lahko umiril izrihtu frizuro, da ne bo kapetan nervozen pa čakal na to, da dobi svojih 5 minut. Aha, to je glavno vprašanje pri vama, ko odhajate iz sobe kot cimra, kdo bo imel na voljo ogledalo. No, še to se ve, kdo je. Janc po popoldanskem spanju zasede, okupira kopalnico. Mislim, da ni se še zgodilo, da bi izpod 45 minut ven prišel. Pač upravi vse zadeve, vedno pride urejen. Tu pa tam se vrata odprejo, pa vpraša za kak nov gel, vosek ali kaj podobnega. Tako da meni na koncu stane res mogoče par sekund, glih tudi da sfiniširam zadevo, se pogledam in pol moramo že iti, ker lovimo tiste zadnje minute do odložimo ključ v recepciji in gremo na tekmo. No, pa potem pred tekmo več časa za ta ritual. Imaš kakšnega posebnega? Ne, jaz posebnih ritualov nimam, no. Čist, v bistvu delam vse spontano, tako da imajo tudi moje misli čas, da za trenutek odidejo nekam drugam, da pol, ko je treba se zbrati, se zberem. Čisto odvisen. Včasih si frizuro uredim doma, dostikrat v garderobi, pred tekmo, brez posebnih, bi rekel, nekih ritualov. Ali je to sprehod po gozdu, z raznimi metodami, ali je to kaj doma, da se ponaredi, ali pa čist druženje, ne vem, s prijatelji, kavica, kakorkoli, v glavnem. Probamo malo se odklopiti za tistih nekaj trenutkov, da pol, ko pridemo sem, ko pa se enkrat oblečemo, oziroma ko se posedemo, da se dokončno zmenimo, kako bo potekalo teh 60 minut, ki bomo odigrali, so pa pol misli usmerjene tudi, da zdaj pa, da gremo neke rituale, mislim, da jih nimam zdaj. Niti ne vem, kako se obujem točno, zdaj, kjera je prva, druga. Pač na koncu, ko se pogledam, moram biti zrihtan in imeti pripravljen dres. To je pa tudi najbolj važno, da se na igrišče ne odide brez dresa, ker bi bilo zelo zanimivo. Blaž Janc in Luka Žvižek, hvala lepa za gostovanje v rubriki Kokice.